Danes je dvorana Tabor prizorišče finalne varnostne olimpijade. Zakaj gre in koliko šol je tukaj? 7. otroška varnostna olimpijada, jaz mislim, da v imenu že smo vse povedali. Gre se za varnost, predajamo pa določene vsebine otrokom. V zvezi nevarnosti, ki na njih prežijo na poti domov, v šoli, doma in tako naprej. Osrednji namen tega tekmovanja je preventiva. V kakšnih igrah se preizkušajo osnovnošolci? Na sporedu imamo 4 igre. Ta prvo imamo kot neki človek gnezdi vse prirejen, v katerem otroci odgovarjajo na vprašanja o varnosti. Imamo 50 vprašanj, objavljeni so tudi na spletni strani, vse so pa vsebinsko vezane na varnost. Recimo samo primer, kaj storiti, če ti doma zagori v ponvi olje. Odgovor je sicer nam vsem jasen, otrokom pa verjetno ne, ampak vsem tem, ki so bili na otroški varnostni olimpijadi in ki še bodo, pa to je jasno. In je to v bistvu ta namen. Danes se tukaj predstavljam tudi različne službe zaščite in reševanja. Kaj lahko vidijo otroci? Vsi naši partnerji so danes tu prisotni. Prisotni so seveda tudi v predtekmovanjih. Lahko vidimo najvišjo lestev poklicnih gasilcev mariborskih. Mislim, da gre za kar tudi del Evrope najvišjo. Imamo upravo za zaščito in reševanje, naše stalne partnerje, imamo vse rodove vojske, imamo carino, imamo Avtomoto zvezo Slovenije. V glavnem vse, kar dela v Sloveniji po varnosti, je danes tu prisotno. Kot oče varnostne olimpijade že imate veliko izkušenj dela z mladimi. Kakšno je znanje o preventivno pri mladih? Odlično. Moram reči, da je na višjem nivoju, kot bi lahko pričakovali. Dejstvo je, da so bistveno bolj dovzetni, pa ne pametujejo preveč. Verjamejo starejšim, verjamejo odraslim, vendar se odločajo po svoji vesti, bi rekel, v tistem trenutku, koliko oni znajo. Dejansko, če jim ponujamo mi te vsebine, se oni to naučijo in so zelo pridni pri tem izvajanju samem, kar pa vpliva na varnost zagotovo. Dobimo na koncu samo enega zmagovalca ali so zmagovalci vsi? Jaz se tako počutim vedno, tudi po vsakem predtekmovanju, da sem zmagovalec jaz pa moja ekipa, oziroma vsi tisti, ki pač skrbimo za varnost otrok. Dejstvo je, da to dejansko ni samo eden človek, da je to kar veliki pogon ljudi, sicer vedno ista ekipa. Drugače pa zmagovalca mi proglasimo, torej zmagovalca olimpijade proglasimo, ampak razlika od drugega in od naslednjih 19 je samo v velikosti pokala. Drugače vse tudi poskrbimo za darila, ki jih dajo naši prijatelji, olimpijade, naši partnerji, tam pa smo popolnoma na uravnilovki.